enkrat lepo pozdravljeni udeleženci nocojšnjega srečanja Duhovne akademije Teološke fakultete v Ljubljani. Letošnja predavanja imajo skupno temo prijateljstvo, ki ga potem vsak od nas, ki smo udeleženci, ki vam kaj povemo, razloži, pokaže, pojasni svojega stališča. In moje stališče, kot vidite, tudi tamle zadaj, v moji sobi, tukaj zadaj imamo antično krstilnico iz Emone. To je pravzaprav patristični konček Ljubljane in govorili bomo o cerkvenih očetih, kako so cerkveni očetje vstopali v skrivnost prijateljstva, kako so ga gojili, kako so ga tudi izgubili kdaj pa kdaj, in bomo morda v pogovoru na koncu skušali poiskati, kje pa to lahko tudi nam pomaga, ko mi vstopamo v prijateljstvo in ko ga skušamo ocenjevati in živeti v naših časih, ki imajo drugačne težave, ko je prijateljstvo na drugačnih preizkušnjah. Takole, z vami bom delil tale ekran. Pred seboj imamo tole ikono, ki so jo poimenovali ikona prijateljstva. Je iz pozne antike, iz Egipta, neki opat Abba Menas, naj bi bil tu objet, Kristus naj bi dal roko mu čez rame in ga sprejel v prijateljstvo. In za kristjana je pač tako, da so prijateljstva prava v Kristusu. Kako? Pa bomo šli zelo počasi po stopničkah. Cerkveni očetje živijo ob koncu klasične antike. In že klasična antika je zelo cenila in občudovala, ovrednotila prijateljstvo, ki je bilo definirano kot najvišja oblika ljubezni. Pri tem seveda je bila izvzeta iz tega prijateljstva sleherna konotacija erotike ali seksualnosti. To je bilo nad tem. Antika spolnega, oziroma tega erotičnega prijateljstva, zveze, ni tako cenila, kot je cenila zvezo med dvema prijateljema, ki sta si zelo blizu v življenju, ki imata skupne človeške in božanske točke, predvsem pa, ki skupaj težita k vrlini. To je bila bodisi obramba domovine in tisto vojaško kompanjonstvo, pa tudi vrlina na splošno. Avtor, ki se je med antičnimi avtorji nekako najbolj izkazal pri opisovanju in govoru o prijateljstvu, je bil Cicero. Antični govornik, ki je bil obenem tudi filozof, politik, pravnik, ki je bil homo novus, se pravi, ni imel neke znamenite družine za seboj, ampak se je povzpel, lahko bi mu rekli celo povzpetnik. Umrl je v političnih nemirih, ko so poslali za njim morilca, je on sicer poskusil pobegniti, ampak ko so ga ujeli, je lepo nastavil glavo iz svoje nosilnice in so ga umorili. Predtem pa je, že precej bil leti tudi takrat, napisal kar nekaj pisem prijatelju Atiku, iz katerih se vidi ta njegova prijateljska drža. Predvsem pa je znamenito njegovo delo Leli ali o prijateljstvu. Knjiga je prevedena v slovenščino, dostopna v knjižnicah, razprodana. Založba Litera iz Maribora jo je izdala pred manj kot 22 leti. Vem, da je prva številka 2, pa ne vem točno, katera letnica je bila, že v 3. tisočletju. To delo je bilo standardno in prebirano v vso pozno antiko in v srednji vek in je še danes marsikaj iz nje se citira iz tega dela. Tudi to, da tale definicija prijatelja, da je prijatelj alter ego, drugi jaz. Da sem pravzaprav jaz navzočil prijatelju, da je prijatelj del mene. Da je to moja polovica.
pri nas v naši govorici je moja boljša polovica, no, jaz nimam boljše polovice, ampak tisti, ki so poročeni, včasih pravijo, da imajo boljšo polovico. To je ta metaforika, je bila v antiki pridržana ne za zakonsko zvezo, pač pa za prijateljstvo. Še eno definicijo ima Cicero za prijateljstvo, da gre tu za edinost, za komunikacijo, za vzajemnost, izmenjavo v človeških in božjih rečeh. To reče pogan oziroma mnogobožec. In ko so kristjani brali Ciceronovega Lelija, so poudarili, še najbolj pa edinost v božjih rečeh. Prijateljstvo v krščanskem kontekstu seveda brez Boga nekako ne more iti naprej. In drugi vir za naše cerkvene očete, poleg klasične antike, je pa seveda svetopismo, ki ima tudi vrsto prijateljskih elementov, in o tem vam je verjetno kakšen biblicist že ali pa še bo spregovoril na teh naših akademskih srečanjih. Če čisto na kratko preletimo, kje vse najdemo prijatelje, kateri svetopisanski odlomki se nam pridejo na misel, ko rečemo prijateljstvo. Abraham je definiran v stari in v novi zavezi kot božji prijatelj. Bog ga je sprejel, poklical in privzel v prijateljstvo. Ni si Abraham izbral Jahveja, Boga, za svojega prijatelja, ampak Bog njega. Prijatelja, izredna prijatelja, bolj kot nekako, pravi tam, več kot ženska ljubezen, mu je bilo prijateljstvo z Jonatanom, pravi Davida, sta bila David in Jonatan, ki bi morala po vseh pravilih politike in človeške logike biti huda nasprotnika. Zato, ker je David bil pravzaprav Jonatanov najhujši konkurent. Jonatan je princ, je sin kralja, David je pa ilegalno maziljeni naslednji kralj. In Jonatanov pove, saj vem, da boš ti kralj, in sta prijatelja, da mu svojo opravo, svojo obleko, pustimo, da se predstavlja kot kraljevi sin. Savel, Jonatanov oče, skuša umoriti Davida. Kdo ga rešuje? Jonatan ga nekajkrat reši pred svojim očetom. Oče prekovne svojega sina, Jonatana, mu pravi tam, ti sin, ker imaš rad, ker imaš prijatelja Davida, ki te vendar ogroža. In ko Savel in Jonatan v bitki umreta, padeta v bitki, David žaluje bolj kot za kogarkoli. To je primer res takega globokega prijateljstva v stari zavezi. V novi zavezi slišimo, da ima Jezus prijatelje. Za vse ljudi skrbi, je odrešenik vseh, vse je prišel odrešiti, ampak samo nekatere pa je pritegnil v svoj bližji krog. In to so bili, na primer, Lazar, Marta in Marija. In ti apostoli niso bili. Med apostoli, posebej privilegij, ima Janez. In tudi vsem apostolom skupaj reče, vi ste moji prijatelji, ker sem vam povedal vse, kar sem vedel od očeta. Ne imenuje vas več služabnike. Služabnik ne ve, kaj misli njegov gospodar. Vas pa sem njegov prijatelj. Če gremo dalje še po novi zavezi, Pavel ima ogromno znancev, ogromno stikov, ampak posebej prijazno obravnava Filemona in Onezima. Filemon je lastnik sužnja Onezima, Pavel pa pravi, kako mu je dragocen ta suženj, sprejmi ga kot brata. Prijateljstvo je bil razlog, da tudi sužnja lastniškost ni imela kakšne posebne moči, veljave. Ne glede na lastniško razmerje, smo lahko prijatelji in povabi Filemona, naj Onezima sprejme kot pobeglega sužnja, kot da bi sprejel Pavla. Z enako prijateljsko držo.
To je nekako osnova, na kateri gradijo cerkveni očetje. In kar nekaj jih je, ki so o tem pisali. Tule imam delo, na katero sem se precej opiral. Napisala ga je Karla Romano, leta 1995 je izšlo v Edizioni Dottrinari v Rimu in predstavi neko študijo o prijateljstvu, relativno kratko, tam vsega skupaj 70 strani, potem pa navaja celo vrsto, to je se pravi tale del, tale manjši sprednji del je študija, tale osrednji del so pa besedila, patristična besedila, ki govorijo o prijateljstvu. In v kazalu lahko na hitrico preberemo, da so vzeta iz katerih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, iz 19 avtorjev. Skratka, lep tak cvetober in nekaj tega bomo tudi mi si sproti malo pogledali. Prvi, ki se ga bomo pogledali, je Klemen Aleksandrijski, spreobrnjenec iz poganstva, filozof, prek filozofije vstopi v krščanstvo in njegova je recimo tista klasična definicija molitve, da je to pogovor z Bogom. Klemen v svojem delu, kjer govori o vsem mogočem, Stromata, Svaštara, pravi, da je učlovečenje besede dokaz prijateljstva med stvarnikom in ustvarjenino. Se pravi, Bog kot stvarnik ni samo gospodar, voditelj, vladar, rešitelj, ampak je tudi prijatelj do ustvarjenine, do človeka, do stvarstva in to dokazuje z učlovečenjem besede. Ko beseda, druga Božja oseba, postane človek, tega ne stori, da bi ne stori zato, da bi se nad tem človekom ali maščeval, ali da bi ga samo mu pokazal svojo moč nad njim, ampak da stopi z njim v stik, v odnos. Človečenje je že prijateljevanje, kot vidimo morda že tudi na tej ikoni Boga. Drugi avtor, njegov naslednik na neki način, tudi aleksandrijski učenjak, veliki učenjak, kot vidite pa lepo generacijo mlajši, je Origen. O njem smo slišali marsikaj že, vendar pa je njegova misel pravzaprav samo nadaljevanje prijateljstva, nadaljevanje Klemenove. Beseda logos je srednik prijateljstva med Bogom in človekom. Most, neskončni most med božanskim in človeškim premosti ravno logos, beseda, in to stori tudi z vidika prijateljstva. Prihajamo pa k temale dvema, ki jima je pravzaprav najbolj posvečena ta knjiga, ki sem jo pokazal, in iz njunih del je tudi vzet naslov Unanima in due corpi, ena duša v dveh telesih. In to imamo tudi mi tukaj zgoraj napisano. To sta Bazilij, ki je še malce manj plešast in bolj črnolas in črnobrat. Hvala Bogu, da to je moderna ikona, očitna, ki upošteva dejstvo, da je umrl pravzaprav še pred 50 letom. Drugi pa je Gregorij Nazianški, njegov veliki prijatelj. Bazilij in Gregorij sta ta dva. Bazilij, oba sta se rodila tam okrog 330. leta v Kapadokiji. Kapadokija je osrednja pokrajina v Anatoliji, v današnji Mali Aziji, Turčiji. Oba sta se rodila v svetniških družinah, ki so imele mučence, ampak so bili pa visoko v družbi, družbeno zelo visoko, kot so postavljeni. Poznala sta se že iz šolskih let, skupaj sta se šolala v domačem kraju, v Cezareji. To je bila neka Cezareja v Kapadokiji, ne tista v Palestini.
Potem sta se razšla nekaj časa študijsko in se spet dobila na recimo, osnovna šola skupaj, srednja šola narazen, univerza pa spet skupaj v Atenah. Tam sta bila zelo znan prijateljski par. Potem sta se po končanem študiju dobila na Bazilijevem posestvu, kjer so v odmaknjenosti zaživeli neko tako asketsko izkustvo. To je bilo neke vrste meništva, ki je bilo, recimo, ni bilo ravno tisto puščavniško, je pa že bilo kar resno. Ampak takih kapacitet, tako visoko stoječih in tako šolanih ne pustijo tako zlahka pri miru. In najprej je Bazilij moral oditi za škofa in je zadnjih 10 let življenja, zadnjih 8-9 let življenja preživel kot škof v Cezareji. Gregorij je potem pa se odpravil domov k svojemu očetu, škofu. Njegov oče bil namreč škof. Takrat to ni bilo nič posebnega, da so škofi imeli še družine. Pač pa ta generacija so pa že prvi veliki asketi in samski in celibaterji. Vrne se k očetu v škofu in oče ga mora skoraj loviti in ko ga končno ujame, ga posveti, ker mu je bežal, se je skril pred posvečenjem. Zdaj, ko bi to izgledalo, da v družini slike objavljene, vse podobice natisnjene, kure že zaklane za novo mašo, potem pa tisti, ki bi moral se pustiti posvetiti, pa ne bi, hvala, nisem vreden tega. In tako je zbežal Gregorij. Ga dobijo, potem drugič zapusti in uboga očeta. Bazilij pa je škof v Cezareji. Smo v težkem času, ko je sredi 4. stoletja, ko je velika napetost med nicejskim in carigrajskim koncilom, med enim in drugim koncilom zaradi arianizma. Arianizem, deviacija, ki hoče trojico razložiti na stopničast način, kot oče ta glavni, sin malo manj Bog, Sveti Duh pa vprašanje, koliko če sploh Bog. To je trojica po stopničkah. Ta arianizem je zelo všeč cesarju Konstantinu, čeprav ga je sprva obljubil škofom, da ga ne bo zagovarjal. In Bazilij je pravoveren. In da bo dobil malo več glasov, ko bo treba glasovati za pravo vero ali pa za arianizem, kaj naredi? Svoje prijatelje izbere in imenuje, nastavi za škofe. Tudi Gregorija hoče za škofa. Ustanavlja škofijo. Eno v Šiški, eno v Šentvidu, potem eno v Medvodah, potem v Zgornjem Kašlju, eno v Spodnjem Kašlju, eno še potem v Sostrem, eno potem na Viču. Skratka, cel kup škofij hoče ustanoviti in mu že zmanjkuje prijateljev in tudi tega Gregorija vzame za enega takega škofa. Gregorij pa nekako že oče ga je komaj ujel, da ga je posvetil duhovnika. Tudi prijatelju Baziliju, dobro prijatelj, bomo videli kakšno, se ne pusti ujeti. In sploh ne sprejme imenovanja po maniri, recimo naših politikov bi rekli, ni šel dvigniti priporočene pošte. In tako se sploh nikoli ni prikazal v tisti Sasimi, kamor naj bi šel za škofa. Užaljen, prizadet, čuti se izigranega, cerkveno-politično izigranega. In takrat se med njima skoraj malo prekine prijateljstvo, saj precej se ohladi, ampak potem pa Bazilij najhitro zboli, umre in Gregorij ni mogel na pogreb, ker je zbolel tudi on. Napiše naknadno 2 pogrebna govora in sestavi 12 epitafov, 12 nagrobnih napisov, da lahko potem zbirajo, če je uporabil tega. In zelo ga ta smrt prizadene, napiše, bomo prebrali odlomek izgovora, ampak potem, ko to je bilo leta
Se pravi, umrl je Bazilij Veliki, umrl na novega leta, dan 379. leta, še isto leto ali takoj naslednje leto. Pa zaprosijo Gregorja, če bi šel malo urejati stvari v prestolnico, v Carigrad. Carigrad je imel arijansko zasedbo, dvor je bil arijanski, škof je bil arijanski, katolikov pravzaprav bilo za peščico, niti cerkve niso imeli svoje spočetka. In Gregorja prosijo, če bi šel tja malo poskušati urejati stvari, da bi bil tam škof, katoliški, pravoverni škof. Za čuda. Prej v tisti zakotni Sazimi se mu ni zdelo vredno. V Carigrad pa gre. Ampak ne zato, ker bi se čutil sposobenega, ampak verjetno tukaj ker ga je malo grizla vest. Da odplača dolg prijateljstva. To je tudi izraz, ki ga uporabi v eni od svojih, v enem od epitafov, pravi, da s tem govorom bo plačal dolg do prijatelja, hujšega dolga kot tega ni. Da mora pač prijatelju pisati nagrobni napis. In na neki način se čuti njegovega dediča, teološkega dediča tudi, in gre v Carigrad. In ne boste verjeli, uredi stvari. In leta 381 mu uspe organizirati in biti zdrav na koncilu, na Carigradskem koncilu, ki dokončno pomete z arijanizmom. Predstavljate si, 2 leti pred tem mesto nima niti katoliške cerkve. On pride v eno garažo, bi rekli danes, oziroma v eno privatno dvorano, ki ni gospe, da je tam maševal, pa tam zbiral vernike, pravoverne vernike. V 2 letih naredimo tam koncil in arijanizem ugasne. To so naredili ta 2 plus še Bazilijev brat Gregorij iz Nise. Že med koncilom Gregorij reče: hvala lepa, uredili smo stvari, sveti angel tega mesta lepo skrbi za Carigrad, jaz grem domov. Spakira, dobi naslednika, ga posveti in se vrne lepo v domačo škofijo, v Nazijanc, kot da je bil doma, kjer je oče umrl, on postane tam domači škof. Po par letih pa tudi dobi tam naslednika in gre lepo v pokoj. Preberimo si, tako je bilo to prijateljstvo preizkušeno, ampak sadovi tega prijateljstva so na neki način tudi vidni v nicejsko-carigrajski veroizpovedi, ki jo molimo vsako nedeljo. In morda se boste v nedeljo še spomnili, da je ta del, carigrajski del nicejsko-carigrajske veroizpovedi tudi zaradi tega Gregorija Nazijanškega, ker je šel tja urejati te stvari, verjetno zato, ker se je čutil dolžnega spominu in teologiji, ki so jo skupaj gradili še z Bazilijem in njegovim bratom Gregorijem iz Nise. Poglejmo si zdaj odlomek iz pogrebnega govora, ki ga je napisal za Bazilija Gregorij Nazijanški. Bila sva skupaj v Atenah, kakor nekoč v domovini. Od tam, iz domovine, sva se razšla zaradi hrepenenja po učenosti, kakor reka, ki se po izviru deli v različne tokove, a sva se spet sešla kot domenjena, dejansko pa po božji previdnosti. Namreč domenjena v Atenah sta potem še dokončala svoje študije. Dragega mi in velikega Bazilija nisem samo občudoval zaradi njegove resnosti, zrelosti in modrosti njegovih govorov, ampak sem prepričeval še druge, ki ga niso poznali, naj ga posnemajo. Mnogi pa so ga takoj začeli čislati, ko so ga spoznali in slišali. Tako se je zgodilo, da je bil od vseh atenskih študentov Bazilij menda edini nekaj izrednega in je užival ugled bolj kot katerikoli od drugih študentov. S tem se je začelo najino prijateljstvo, tu se je vžgala iskra najine tesne povezanosti, tako sva se vzljubila. Čas je tekel naprej in razodevala sva si, po čem hrepeniva. Spoznala sva, da oba iščeva modrosti. Tedaj sva si že bila drug drugemu vse, sostanovalca, soobedovalca, sodelavca. Hrepenela sva po eni in isti stvari in gojila vsak dan bolj goreče in globoko najin skupni ideal. Oba je žejalo poznanosti, kar rado vzbuja zavist
Že takrat in tudi zdaj nič drugače. Vendar med nama ni bilo zavisti, ampak le tekmovanje. Tekmovala sva. A ne, kdo bo dosegel prvo mesto, ampak kdo bo komu prvo mesto odstopil, ker je vsak od naju imel uspeh drugega za svoj uspeh. Mislim, da to je ena taka malenkost, ki si jo velja pogledati, zapomniti in tudi da morda upoštevati. Imeti uspeh drugega za svoj uspeh. Privoščiti drugemu, da zmaga. Zdelo se je, da imava eno dušo v dveh telesih. Čeprav mnenje, da mora biti kdo v drugem, ni povsem pravilno, je vendar res, da sva bila in živela z Bazilijem drug v drugem. Obema je bilo skupno prizadevanje in glavna skrb za krepost in za življenje v prihodnji stvarnosti, Božje kraljestvo tukaj mišljeno, tako, da bi živela kakor tujca na tem svetu, še preden bi ga zapustila. Zatem sva stremela, k temu sva usmerjala vse življenje in delovanje in vedno hotela živeti po Božji volji. Se pravi, to prijateljstvo je imelo cilj v Bogu, v bivanju pri Bogu. In takrat je to prijateljstvo res lahko varno pred sebičnostjo in varno pred raznimi drugimi deviacijami, ki verjetno tudi v antiki niso bile neznane. Spodbujala sva se v ljubezni do kreposti in, če ni pretirano reči, sva bila drug drugemu merilo in pravilo, s katerim sva razločevala, kaj je prav in kaj ne. Drugi so se veselili pomembnih naslovov, podedovanih od staršev, ali so segnali, da bi si jih pridobili svojo podjetnostjo. Nama pa je bila velika čast in pomembno to, da živiš kot kristjan in se smeš imenovati kristjan. To je torej besedilo iz govorov Grigorja Nazianškega, ki gre v Vasilija Velikega. Stopimo dalje k temule, ki sedi pod drevesom in ki ima ob sebi prijatelja. Seveda slika je renesančna, obleke so iz tistega časa, niso antične, ampak pomembno je, da sedi na vrtu in da je pod drevesom in da je nekaj našel v knjigi in tale prijatelj reče, daj še meni pokaži, no. To je Avguštin, ki je bil doma iz Afrike. To je veliki Afričan, ki je živel par let v Evropi, ampak ta dogodek je že, to drevo raste v Milanu. Nekaj let je bil v Milanu. In ta dogodek je tukaj narisan, si lahko zapomnite, da se je zgodil leta 386. To zato omenjam, ker imate na telefonih to številko velikokrat napisano in si je najbrž ni težko zapomniti. Torej, leta 386 se to dogaja v Milanu, tu in tako daleč od nas, pravzaprav glede na Afriko. Kje je še Afrika? Milan je pa, no ja, z antične razmere od Emone do Milana so verjetno tudi rabili, recimo v povprečju bi pošta potovala, pa poštni sel, kočija, kakih 10 dni. Tako da tudi ni tako zelo daleč. Ta Avguštin je znan po izpovedih, ker je tale dogodek, ki je tu narisan na sliki, je opisan v njegovih izpovedih, ki jih imamo v slovenščini že v 5-6 izdajah. Zagrabil sem tole rdečo plastično izdajo. Profesor Kajtan Gantar je na patrističnem popoldnevu, ki smo ga imeli prejšnji petek in ki je del tega je dostopen tudi že na spletni strani fakultete, pa na spletni strani Radia Vatikan News. Del tega je že tam dostopen, ampak ne pa vse. Tale del še ni, žal, še pride na vrsto, je še v obdelavi. Profesor Gantar je pripovedal, kako je prišlo do te knjižice, do te izdaje, ker je slavni Anton Sovrej je že v 30 letih prejšnjega stoletja prevedel izpovedi, ki pa seveda so davno pošle. V času po letu 45 ni bilo kaj dosti misliti na patristično literaturo, potem pa v 70 letih predlaga ponižno akademik Gantar, Prešernov nagrajenec, skorajšnji,
da bi bilo morda dobro narediti ponatis. Ja, ampak bo treba malo posodobiti obliko in zanimivo, ta knjiga je išla v plastiki. In lahko da si mislite, da plastika, ki jo danes se bojimo kot hudič križa, je leta 1978 bila silno napredna reč. Torej plastični ovitek. In potem je, ker je stegnil jezik, je dobil tudi nalogo, da to knjigo malo posodobi. In ta njegov posodoben prevod še zdaj ponatiskujejo pri Mohorjevi. In ta prevod smo tudi poslušali eno leto, ko so ga igralci, ko je Ljubljana prestolnica kulture, smo poslušali celo to knjigo, vsak teden en del, eno knjigo iz te knjige. In delček bomo tudi prisluhnili še zdajle. Zakaj? Ker je ta knjiga izpovedi je zelo globoka avtobiografija, ki jo Avguštin nameni seveda nam, ampak literarno pa jo nameni Bogu. Bogu pripoveduje o sebi. V resnici pa je ta knjiga verjetno sad prijateljstva. Na kakšen način? Njegov dober prijatelj, Pavlin iz Nole, Nola je v Kampaniji, blizu Neaplja, si je želel kaj izvedeti o Avguštinu in prosi njegovega prijatelja Alipija, tega v rumenem plašču, daj napiši mi kaj, eno pismo mi napiši malo o Avguštinu, da bomo kaj več vedeli, kako je kaj počne, kaj je z njim, kako je to bilo. To je zanimiv človek. Alipij začne težiti Avguštinu, podobno kot tukaj, da mu teži, daj mi še ven to knjigo, potem pa teži v Afriki že. Daj povej, kako je bilo tam, kam si šel, kako je bilo potem, in kdo je bil potem, pa kaj si pa rekel, kaj pa on rekel. Avguštin se naveličal že tega poslušanja. Kaj bi pa pravzaprav rad? Veš kaj, Pavlin me je prosil, če bi kaj napisal te. Veš kaj, on kaj res napisal. In potem, to je pač ena od možnih hipotez, malce dramatizirana in karikirana, kako smo prišli do izpovedi, ki so prva, tako globoka in pestra avtobiografija. In če še niste prebrali, vsaj poglejte, da boste videli, česa še ne poznate. Če vam ne bo všeč, to je knjiga, ki je ljudem lahko zelo všeč ali zelo ne všeč. Pojdite preveriti, v kateri skupini ste. Tako je ta knjiga sad prijateljstva in je tudi knjiga o prijateljstvih. Avguštin v tej knjigi veliko pove o svojih prijateljih. Ne le o temle Alipiju, ki stoji zraven njega na sliki in s katerim sta se skupaj spreobrnila. Veliko pove že prej iz tistega časa, še pred spreobrnenjem. In prisluhnili bomo zdajle odlomku iz izpovedi, ki ga bo prebrala Nataša Konc-Lorenzuti, igralka in avtorica. Njo poznate verjetno tudi po zgodbah za otroke. Ona je prebrala 4. knjigo in v tej 4. knjigi Avguštin spregovori o svojem odnosu do nekega prijatelja, za katerega, ne vemo zakaj, ne pove imena, katerega imena nam ne zaupa. Kot ni zaupal imena svoje partnerke in matere svojega sina. Kakšen čuden prijatelj je to, da ne uspe ali je pozabil to ime? Najbrž ne. GDPRS še takrat ni veljal, da bi bilo treba skrbeti za to, da se ne pride v javnost njegova davčna številka in ime. Dejstvo pa je, ali pa je bil tako pretresen, da si nekako ni upal, ni želel niti tega imena ponavljati, da bi ga to preveč ganilo pretreslo. Za hip bom ugasnil svoj mikrofon in vključil mikrofon za tale posnetek, ki mu bomo prisluhnili. Toda bil je iztrgan moji nespameti, da bi ostal pri tebi ohranjen za mojo tolažbo. Nekaj dni zatem, mene ni bilo pri njem, ga je vročica znova popadla in preminil je. Kolika bolečina je zatemnila moje srce. Kamorkoli sem pogledal, je bila smrt. Rodno mesto mi je postalo muka, domača hiša v neizrekljivo nesrečo. Vse, kar mi je bilo z Rajnim skupno, se mi je brez njega sprevrglo v nedopovedljivo bolečino. Povsod so ga iskale moje oči, a ni se jim pokazal. Sovražil sem vse reči, ker mi niso mogle vrniti njega, ker mi niso mogle reči, glej, tamle gre,
kakor prej, kadar je kje bil in se vračal. Sam sebi sem postal zavozlana uganka in spraševal sem svojo dušo, zakaj je potrta in zakaj me tako žalosti, pa mi ni znala ničesar odgovoriti. In če sem rekel, zaupaj v Boga, me ni poslušala po pravici, kajti ljubljeni človek, ki ga je bila izgubila, je bil resničnejši in boljši, kakor privid, v katerega sem ji veleval upati. Le jok mi je bil sladek, tam je nadomeščal prijatelja uteho moji duši. Podavila vse ljudi, ko je mogla njega. Tak sem bil takrat, prav tak. Dobro se spominjam. Pred teboj, glej, je moje srce, moj Bog. Poglej van, da se te res spominjam, upanje moje, ki me očiščuješ nečistoče takih strasti, ko naravnavaš vase moje oči in snemaš iz zanke moje noge. Čudil sem se namreč, kako so mogli živeti drugi ljudje, ker je umrl on, ki sem ga ljubil, kot da ne bo nikoli umrl. A še bolj sem se čudil, da sem mogel po njegovi smrti živeti jaz, ki sem bil vendar njegov drugi del. Dobro je rekel nekdo v svojem prijatelju, da je polovica njegove duše, kajti jaz sem to čutil, da sta bila moja in njegova duša ena duša v dveh telesih. In zato mi je bilo življenje mrzko, ker nisem hotel polovičen živeti. In zato sem se najbrž bal umreti, da bi on ne umrl ves, ki sem ga tako zelo ljubil. Tako sem se vrnil na mikrofon. To je bilo izkustvo iz Avguštinove mladosti, ko je sam rekel, da ni vedel, kako bo on sploh še lahko preživel, ko je umrl njegov prijatelj. Kasneje, ko umre neki drug prijatelj, ko se je pa že se srečal z Bogom, pa tisto smrt doživlja čisto drugače. Tudi spreobrnil se je skupaj v prijatelju, kasneje, to je tale Alipi na sliki, ko sliši glas, vzemi, beri, pa gre in vzame in se spreobrne v tisti Božji besedi. Alipi reče, da še meni pokaži. Alipi bere naprej. Avguštin vidi napisano ne v požrešnosti, ampak in pijanosti, ne v posteljah in nečistosti, ampak na danitosti Kristusa. Potem pa naprej piše, kar prebere Alipi, slabotne v veri pa spremljate medse, to pa zame. Sta to prepoznala in se spreobrnila. In ko je bil potem Avguštin krščen, je bil krščen skupaj s prijatelji in svojim sinom. Še pred krstom pa je šel s prijatelji spet v nekakšen duhovni odmik, v Kasicijak. Tam so nekaj tednov, morda par mesecev, skupaj živeli in debatirali. In sad teh prvih dolgih duhovnih vaj so Avguštinova prva dela, nekaj teh imamo prevedenih v zbirki Izbrana dela, to so solilokvija o srečnem življenju. In tam o redu, v teh delih se vidi ta prijateljska drža, kako drug drugega podpirajo v iskanju resnice. Kako so vsi tisti, ki so tam zbrali v tisti vili, skupaj z Avguštinovo mamo, z njegovim sinom, kako so v tem razpravljanju iskali in gradili svojo vero. Naslednje leto, za veliko noč, krščen, vrne se potem preko Rima domov v Afriko in zaživi tudi doma v neki skupnosti prijateljev. Tam želijo živeti v odmaknjenosti, v miru, nadaljevati želijo to izkustvo iz Kasicijaka pred krstom. Ampak seveda, kdo jih bo pa pustil v tem primeru? Si predstavljate, da pride v Sevnico pač mož neke sevničanke v penzijo, se hoče umakniti, tam v Sevnici na Ritvenem bloku živeti na tako skupno asketsko življenje, prej pa je cel svet slišal o njem in ga imel, se ga ne bi pustili primer. Se veste, koga mislim, kdo je poročen bil z neko sevničanko.
Tudi Avguština v Afriki, tam v zakotju njegovega tagaste, ne pustijo pri miru, ampak ga hitro zbezajo ven in ga naredijo za škofa, v duhovnika najprej, in potem škofa v Hiponu, in kaj naredi prijatelji z njim. Tisto, kar se je bila prej prijateljska družba, postane neke vrste kleriški samostan. Vsi tisti njegovi prijatelji postanejo duhovniki, kasneje še škofje, in spet živijo v neki taki kleriški skupnosti. In od tam Avguštin, med drugim tudi pisarji pisma in v prijateljstvo uspe pritegniti in ohraniti in ostati celo s Hieronimom. Naredimo tak preskok, en most do naslednjega prijateljskega avtorja. Tole je odlomek iz pisma, ki ga je napisal Hieronimu, pisma, kjer se mora precej zagovarjati. Zato, ker je neko Avguštinovo pismo ni šlo po najkrajši poti iz Afrike preko Egipta v Betlehem, ampak je šlo preko Italije in preko Balkana in preko Male Azije, in po poti je še kdo malo popukal noter in o tem se je začelo že govoriti. In je pol sveta že vedelo za to pismo, preden je prišlo v roke naslovniku, prejšnje pismo. In seveda ta naslovnik Hieronim v svoji gorečnosti in ognjevitosti je bil kar besen. In kako si upaš ti javno objavljati pismo, preden ga sploh jaz dobim v roke? In se rekel, se nisem tega pisal, to nisem jaz kriv, to so drugi delali. Jaz nisem tega javno objavil. In se zagovarja in na koncu pisma pa poudari, da mu je več kot neko znanstveno teološko razpravljanje, več mu velja prijateljski odnos. Oba sta se, Hieronim in Avguštin, sta se zelo cenila. Avguštin je večkrat spraševal Hieronima o nekih bibličnih rečeh. Hieronim je imel Avguština tudi zelo, zelo v časteh. Pravi, po letih bi mi lahko bil sin. No ja, tu gre za literarno pretiravanje. Razlike je bilo kakih 10 let med njima. Po letih bi bil lahko moj sin, po časti in po službi pa si moj oče. Ker je bil pač škof. Avguštin je škof, Hieronim ni škof, je samo duhovnik. Sta si precej, ampak je tam že skoraj počilo, ko reče Hieronim Avguštinu. Drugič pa prosim, da poskrbiš, da bom jaz prej dobil pismo, preden bodo vsi ostali ga prebrali. No in pogledamo si tale lep odlomek, ki ga imamo ob koncu 82. Avguštinovega pisma. Zanimivo je tudi to, da so Avguštinova pisma so navedena tudi v Hieronimovi zbirki in Hieronimova pisma so v Avguštinovi zbirki pisem. Glejva, da bo med nama ne le veliko medsebojnega prijateljstva, ampak tudi svobodnega zaupanja. Ne zamolči mi, kot tudi jaz v pismih tebi ne molčim, če me kaj vznemirja. V najnih medsebojnih pismih ne prevlada duh bratske ljubezni, ki je všeč Božjim očem. Če pa misliš, da to med nama ni mogoče brez pogubne kršitve ljubezni, naj to, več pregovarjanje in bratska kritika, naj to rajši odpade. Kajti tista ljubezen, s katero bi bil jaz rad povezan s teboj, je seveda veliko večja, pa moja želja po debatiranju. Ampak tudi manjša ljubezen je še vedno boljša kot pa nobena. Se pravi, vsaj malo me še vedno imej naprej rad. To je zdaj pa že naš Hieronim. Pred 2 letoma smo obhajali 1600-letnico njegove smrti in ob tej priliki smo tudi v Ljubljani dobili Hieronimovo ulico, ki sicer še ni označena, si pa vsaj vas, kolikor vas je zdajle tu navzočih, koliko vas pa je zdajle, no, čez 40 vas je, vsaj vi si lahko zapomnite, če še ne veste, kje ta ulica teče, namreč razpeta je med Rimsko in Emonsko. To je delček Emonske ulice, ki je na to stran Aškerčeve, se pravi ob Križankah in pri bodočem Nuku. Tisti konček med trgom francoske revolucije, tam, kjer se konča Rimska, in tam, kjer se v bistvu bo začela Emonska, tisti del Emonske je postal zdaj Hieronimova ulica.
in teče ob zidu, ki je nekako usporeden tudi z enim od demonskih zidov. Torej smo Hieronimovo ulico postavili skorajda v središče nekdanje Emone, ker je imel stike z Emono. Doma je bil namreč iz kraja Stridon ali iz kraja Stridone, množinsko, ne vemo točno, kako se je imenoval ta kraj. Enkrat samkrat ga je Hieronim lociral in ga opredelil, da je to mesto na meji z Dalmacijo in Panonijo. Zdaj, nekateri to berejo, kot da je na meji med Dalmacijo in Panonijo in potem to lahko raztegnejo od Snežnika pa tja skoraj do Medžugorja. Če pa beremo to, da je na meji z Dalmacijo in Panonijo, pomeni, da je pa v bistvu mesto v Italiji, v 10. regiji, Venecija et Histrija, in ta se je dotikala Dalmacije in Panonije, torej tromeja je bila Snežnik. In na to stran Snežnika, na našo stran Snežnika, na zahodno stran Snežnika, bi lahko stale tele Stridone, kje točno, lopato v roko, pa gremo iskat. Kaj boljšega, da bi pa našli še kakšen namig v zgodovinskih tekstih, tudi to je še možno. Zaenkrat si ga skušamo malo krasti, tega Hieronima malo Hrvatje, malo mi, in se gremo take včasih te bratske spore, ki pa so precej tudi v duhu samega tega avtorja. Svoj rodni kraj je kmalu zapustil, šel študirati v Rim. V Rimu je študiral jezikoslovje, seveda ni študiral sam, imel je sošolce, bomo kmalu videli, kdo vse so bili njegovi sošolci. Potem je malo potoval, iskal službo v Trierju, Augusta Treverorum, in tam naj bi se spreobrnil. O tem piše Augustin, ampak ne direktno, da je to bil Hieronim, ampak dva mladeniča iz Italije sta se tam spreobrnila ob branju Antonovega življenjepisa. Potem pa se odloči, da bo tudi on živel tako kot puščavnik Anton in se znajde v Ogleju. Skupaj s tem prijateljem Rufinom, vse to troje, študij, spreobrnjenje in ta asketsko življenje je bilo v Rufinovi družbi. Rufin je bil doma iz Konkordije, to je pa zahodno od Ogleja, bolj potem v severni Italiji, in ta dva sta bila dejansko precej neločljiva. Imela sta skupne ideale, vendar pa po nekaj letih skupnega življenja v Ogleju se razideta, ampak ne sprta. Razideta se zato, ker gredo tile mladeniči iz asketske družbe, oglejske asketske družbe, gredo na Jutrovo, da bodo zaživeli pravo meniško življenje. Hieronim se zaustavi nekje blizu Antiohije, Rufin greš malo naprej in se ustavi pri Jeruzalemu. Vmes gre Hieronim na poziv prijateljev, nekaj ga pokličejo in gre malo vmes v Carigrad, kjer se sreča z Gregorijem Nazijanškim. Ga poznamo Gregorija Nazijanškega, ravno v tistih letih, ko se tam dogaja koncil, tudi Hieronim tam se suče. Potem ga seboj potegne v Rim Epifanij Salaminski. V Rimu je pri papežu Damazu nekaj let, odpisuje pošto za vzhodne stvari, ker se spozna na vzhodne zadeve, ker zna dobro grško. Tam vodi biblične krožke. Potem pa, ko Damas umre, ko nima več svoje podpore, zaščite, je malce njegovo življenje ogroženo v Rimu skoraj, zato se raje umakne nazaj na vzhod, gre v Betlehem in živi naprej v Betlehemu, blizu prijatelja Rufina. Nekaj let lepo prijateljujeta še, potem pa se zgodi največja možna katastrofa. Hieronim pod vplivom tudi Epifanija, ki pride v to zgodbo, se obrne proti svojemu nekdanjemu velikemu profesorju, učitelju eksegeze Origenu. Sprejme še vedno določene stvari njegove, ampak postane pa njegov veliki kritik, Rufin pa ne. Rufin pa še vedno zagovarja, tako kot sta ves čas prej se učila pri Origenovih delih, še vedno zagovarja Origena, ga brani, ga skuša reševati pred napadi, 200 let po smrti ga obsojajo. Si predstavljate? Ker ga ne razumejo. Po 1000 letih so ga začeli malo bolj
prav razumevati. In po skoraj 2000 letih, zdaj ga pa nekako ga smemo, ga moramo rehabilitirati in razumeti njegov način razmišljanja, njegove teologije. Ampak Hieronim ne. Hieronim se obrne proti Origenu in proti Rufinu. Prijateljstvo je razdrto. Vsi so poznali Hieronima in Rufina. Ves krščanski svet je vedel za to njuno prijateljstvo. Česa podobnega danes v svetu bi si skoraj da težko predstavljali, težko imeli neko tako analogijo, da bi imeli kakšna dva tako znamenita, znana, pomembna človeka, ki bi se tako dobro razumela, bila tako dobra prijatelja, da bi praktično ves svet, ali pa vsaj ves tisti del sveta vedel za njun globok, resen prijateljski odnos. In to prijateljstvo je bilo razdrto. To je bila tragedija tudi za njune skupne prijatelje. In kar nekaj poskusov, med njima se je razvila kar ostra korespondenca, tudi težke besede so letele sem ter tja. In prijatelji so poskušali z mediacijami, previdno, žal brez uspeha. Rufin je vse skušal braniti, napisal je eno apologijo Origena in sebe, enkrat samkrat. In na koncu je rekel, zdaj enkrat sem povedal, zdaj bom umolknil in se res se tega držal. Ni se več branil, Hieronim pa je se vsake toliko časa v njegovih pismih, to potem vidimo, se prebudila neka taka žolčna žilica in se je razjezil na svojega nekdanjega prijatelja. Tako da tu pa imamo primer, ko se zgodba ni tako lepo končala, kot se je recimo ona, ko sta se vendarle spravila, bolj ko ne Bazilij in Gregorij. Ta vrč je ostal razbit in ni več držal vode. To je eno takih žalostnih epizod. Hieronim je pisal pismo iz časa prijateljstva. Bomo prebrali, kaj je pisal. Iz prvih let, ko je bil prvič v puščavi, je pisal Rufinu, to je napaka zgolj, pismo 3, Hieronimovo pismo Rufinu. Morda sem dolgo kramljanje bolj raztegnil, kot bi smel v kratkem pismu. To se mi zgodi velikokrat, kadar kaj povemo hvalo našega Bonoza, to je še en skupni prijatelj. Toda, da se vrnem tja, kjer sem začel, prosim te, ne izgubi hkrati izpred oči in iz misli prijatelja, ki ga dolgo iščeš, komaj najdeš, a težko ohraniš. Naj se sveti od zlata, kdo želi, in leskatajoča se kovina naj se žari od njih, ki se dajo prenašati na razkošnih nosilnicah. Ljubezni se ne da kupiti, ljubezen nima cene. Prijateljstvo, ki se more nehati, nikoli ni bilo pravo. Zgleda, ali potem to njeno prijateljstvo ni bilo pravo, ker se je lahko nehalo. Da pa ne bomo končali s temle grenkim priokusom razdrtega prijateljstva, ki nas spodbuja k temu, da moramo biti previdni, da prijateljstva ohranjamo in da se trudimo, da jih ne uničimo z nekimi nespametnimi polemikami, pa si pogledamo čisto na kratko še nekaj misli drugega našega bližnjega soseda iz konca patristike, pravzaprav že skoraj iz srednjega veka, tole pa je Pavlin Oglejski, eden naših evangelizatorjev, sodobnik Karla Velikega. Iz furlanskega Premarjaka je prišel do Aachenske palatinske šole, tam ga je srečal Karl Veliki, stopil z njim v prijateljstvo in mu zaupal oglejsko nadškofijo, oglejski patriarhat. In tam je potem Pavlin poskrbel tudi za pokristjanjevanje naših prednikov. On se je zmenil za mejo na Dravi. On je napisal tisto slavno pesmico Ubi Caritas za neko škofovsko sinodo, ker so bili vsi tako skregani, da so morali najprej in pred vsako sejo zapeti 10 kitic pesmi
o tem, kako lepo je biti skupaj, kako lepo je biti prijatelj, kako je lepo je, če se ne kregamo, da so se morali že skoraj naveličati in da jim ni preostalo drugega, kot da se dobro razumejo. No in ta Pavlin Oglejski je bil tudi prijatelj s knezom Erikom ali Henrikom, ki je še mlad umrl in na njemu je napisal spodbude. En delček imate tudi na spletu dostopen, če malo pogooglate Pavlin Oglejski, pa Erik, pa naši očetje v veri. Davno je neka kateheza radijska na to temo. Ampak za danes sem pa na hitrico iz tudi tele knjige pripravil tale odlomek, kjer govori Eriku o prijateljstvu s Kristusom, ki je temeljno prijateljstvo in v katerem prijateljstvu lahko pravzaprav šele tudi imamo zares polna prava človeška prijateljstva. Odrešenik nas ljubi, izdajalec nas sovraži. Izdajalec, tukaj mi še vrste da tudi duh. Zato ne zapuščajmo odrešenika in ne hodimo za razbojnikom. Naj bo tisti, ki nam povrne svobodo, za nas svetlejši od tistega, ki nas je ujel in nas podvrgal suženjstvu. Vedno imejmo pred očmi dejstvo, da ne množica prijateljev, ne velika družina, ne kopičenje zlata in srebra, ne bleščeči kamni draguljev, ne obilje pridelka, ne gostota pridelkov, ne prostrani posevkov, ne prostrani travniki ne morejo nuditi nobene pomoči duši, ki zapušča telo, ampak tisti, ki te stvari najbolj ljubijo, takrat žalujejo. Zato je treba kot pravega prijatelja ljubiti našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam nudi sedanjo srečo in nam bo nudil večno blaženost. Imenuje se namreč naš odrešenik, ker nas odrešuje iz hudičevega ujetništva. Naš odrešenik, ker nas rešuje naših grehov. Naš pomočnik, ker nam pomaga v težavah in stiskah. Naš zaščitnik, ker nas varuje, da ostanemo nepoškodovani med svojimi prijatelji. Naš sprejemnik, ker nas sprejema v večna bivališča. Zato z vsemi močmi izpolnimo dobrodelnost zapovedi in ljubezen našega velikega prijatelja, ter v sebi ohranimo plemenitost njegove podobe. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen. Toliko za naše nocojšnje predavance.